Nadaljujemo torej s tretjo točko dnevnega reda, druge seje Sveta Koroške regije. Med nami so pozdravljam gospoda ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Počivalška. Izjemno veseli smo, da se je udeležil Sveta Koroške regije. Po mojem spominu so, da je prvi minister, ki je prisoten na našem Svetu Koroške regije in smo tega še posebej veseli. Točka dnevnega reda pa je pobuda za vzpostavitev centra za zbiranje in predelavo lesa na Koroškem. Če smo v prejšnji seji razvojnega sveta Koroške regije so ugotovili, da je pravzaprav v dogovoru za razvoj regije Koroška ostala bosa. Upamo, da bomo morda slišali danes spodbudne besede najvišjega predstavnika ministrstva, gospoda ministra, da bomo pa vendarle dobili nekaj na Koroško in kot smo zapisali v prejšnjem sklepu oziroma na prejšnji seji Sveta Koroške regije smo sprejeli, samo da kolege spomnim, sklep v dveh točkah in sicer prvič Svet Koroške regije zahteva vzpostavitev centra za zbiranje in predelavo lesa na Koroškem. Družba Slovenski gozdovi d.o.o. mora v najkrajšem možnem času zagotoviti ustrezne podlage za umestitev tega centra na Koroškem. Drugič, potrebno je obuditi in ponovno zagnati tovarno ivernih plošč v Otiškem vrhu in tako zagotoviti celovit proces predelave lesa v kakovostne izdelke z višjo dodano vrednostjo. Na osnovi tega sklepa, ki je bil odpravljen gospodu ministru, gospodu Počivalšku, je on danes tukaj z nami, da je v bistvu živo prisoten kot razpravljalec oziroma odločevalec, ki morebitni uresničitvi te točke prejšnjega Sveta Koroške regije. Za današnjo sejo pa imamo nekoliko predrugačen predlog sklepa, ki je bil usklajevan in bo potem tudi v nadaljevanju vam predlagan v sam sprejem. Zato bi za začetek prosil gospoda Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, da spregovori vsem županom, torej vsem 12 članom Sveta Koroške regije. Prosim. Hvala za besedo. Spoštovani župani, člani Sveta Koroške regije, tudi v mojem imenu moram povedati, da sem se z veseljem odzval vašemu vabilu, glede na to, da med drugim govorite tudi o zelo pomembni točki o vzpostavitvi centra za zbiranje in predelavo lesa. To je na nek način mantra mojega dela od začetka ministrovanja in tudi to je vsebina sodelovanja ministrstva z poslanci, predvsem z gospodom Danilom Rancem in Ivanom Škodnikom. Najprej bi povedal, da smo iz dveh razlogov na začetku mandata te vlade na našem ministrstvu ustanovili tudi direktorat za les. Iz dveh razlogov, eden iz vsebinskega, da bomo lažje pripravljali finančne instrumente za podporo tistim, ki se ukvarjajo z lesno predelavo. Drugič pa tudi, da na simbolni ravni damo težo lesni panogi. Kot veste, pa vedno znova je treba povedati, da je Slovenija več kot večinsko pogozdena oziroma je pod gozdom, da imamo letni etat skoraj 6 milijonov kubikov, da ne uspemo iz leta v leto posekati tega, kar je, da smo imeli do julija, mislim, da smo zdaj prišli na nekih 5 milijonov. Do julija letos smo imeli sistem gospodarjenja z gozdovi preko koncesionarjev. Februarja letos smo sprejeli zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Ta zakon omogoča in je omogočil, da smo 1. julija ustanovili družbo Slovenski državni gozd, ki ima več nalog. Ena od nalog je, čisto brez dlake na jeziku, ni ključna, je pa pomembna, da ta družba pokasira benefit iz slovenskih državnih gozdov namesto 5 koncesionarjev. To pomeni, da če smo prej za koncesije po kubiku dobili med 14 in pa 16 evri po kubiku, pa potem
prodajali to po 70-80 mehki ali pa ne vem koliko več trdi les, je ta prvi korak narejen, ampak to ne bo nič, če ne bomo tega nadgradili v tem kontekstu, da bo, in to v zakonu piše eksaktno, družba Slovenski državni gozd svoje nastavke za lesno predelavo tudi realizirala. Ta zgodba je sicer težka, ne da se čez noč revitalizirati tistega, kar se je pač sistematično 20-25 let zanemarjalo. Tudi nekaj na to temo smo slišali danes v Imontu, ko smo upravili obisk podjetja in dobili v potrditev to, kar tudi na naši strani vladni že vemo, to pa je, da je nekaj ključnih problemov, ki tarejo vse tiste, ki se z lesom ukvarjajo. Na prvem mestu je to financiranje proizvodnje, ne les, ko se ga poseka, izplača, predela in preden se proda v različnih fazah, je kar nekaj mesecev oziroma najmanj pol leta in tisti, ki hoče biti uspešen na tem področju, mora biti v stanju vse te zadeve financirati. Mi imamo težavo v tem, da kljub gospodarski rasti v zadnjih 3 letih v celi Sloveniji ugotavljamo, da smo to rast dosegli brez kakršnekoli sodelovanja bank in da je bančna aktivnost v preteklem obdobju bila zelo nizka in tukaj bomo poskušali z Slovensko izvozno društvo SID banko narediti nekaj korakov naprej, da bo vsaj svojo vlogo garantiranja inozemnih poslov odigrala v večji meri, kot je to doslej. Znotraj tega pa se jaz osebno, ministrstvo, direktorat za les absolutno strinja, da ima Koroška regija vse pogoje za vzpostavitev enega prvih, če ne prvega lesnega centra, poleg tega, da smo to podjetje ustanovili, kajti treba se zavedati, kljub vsemu, da smo podjetje Slovenski državni gozd ustanovili, se čez noč ne da začeti prodajati hlodovine, lesa na domačem trgu. In v tej fazi zadeva še naprej teče tako, kot je tekla doslej, čeprav nam na papirju prikazujejo, da prodajajo veliko v Slovenijo, ampak prodajajo Slovenijo slovenskim trgovcem, bivšim koncesionarjem, ki to zadevo prodajajo naprej v tujino. Zato je potrebno čim prej narediti vsaj nekaj lesnih centrov, v katerih se bo ta les sortiral in v katerih se bo omogočilo, da bodo tudi naši kupci lažje prišli do tega lesu. Danes smo na koncu koncev v Imontu slišali, da še odgovora na povpraševanje niso dobili. Kaj šele, da bi prišli v situacijo, da bi se pogovarjali o količinah pa o cenah. To so nezaslišane zadeve, ki smo jih dolžni mi, pač kot govorim mi, vlada, kot skupščina tega podjetja preko nadzornega sveta dosežiti. In jaz verjamem, da bomo tudi naredili en korak naprej. Zdaj, to pa moram povedati, če si kdo predstavlja, da bo zdaj država ali pa državno podjetje naredilo neko državno podjetje ali pa žago ali neko predelavo, tega država ne bo naredila. Država lahko pomaga v okviru možnosti in bo to tudi naredila. Država lahko in to državno podjetje lahko v sodelovanju z kakim investitorjem začne pomembnejšo investicijo, ne more pa delati takih in pa drugačnih tovarn za lesno predelavo in tega tudi ne bo počela. Seveda smo pa dolžni, in to bomo naredili, vzpostaviti lesni center kot zametek tega, da se bo ta lesna trgovina bolj organizirano realizirala. Jaz moram tukaj povedati še to, da sem v tej fazi na eni strani zadovoljen, da smo vse te pripravljene zadeve, ki so nujne, zakon, podjetje ustanovili, naredili, kako to formirali. Na drugi strani smo pa nezadovoljni, čeprav je na koncu le 6 mesecev nepopolnih minilo od ustanovitve tega podjetja, da nismo tukaj dali naprej in verjamem, da bomo na vladi v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom in v sodelovanju z
družbo Slovenski državni gozd prišli do tega, da se bo začelo delati tudi to, kar je v zakonu napisano, to pa je vzpostavljanje lesnih centrov, ki bodo nadgradili obstoječo trgovino z lesom. Toliko za začetek, pa sem na razpolago za vprašanje. Hvala gospodu ministru torej za pravzaprav spodbudne besede, da podpira ustanovitev lesnega centra. Zdaj, če bi kdo od njegovih kolegov želel zdaj kaj dodati, gospod, ki je, mislim, da je direktor direktorata za ministrstvo, vas bi zdaj prosil. Ja, hvala za besedo. Z moje strani, kot je minister že omenil, direktorat za lesarstvo je pač v lanskem letu bil ustanovljen z namenom revitaliziranja lesne industrije in v okviru našega delovanja je bilo tudi to, da smo sodelovali pri pripravi tega zakona o slovenskih državnih gozdovih. V tem zakonu so dejansko nastavki za razvoj lesne industrije. To smo dejansko uspeli in tudi vse nadaljne aktivnosti oziroma vsi akti, ki so se sprejemali ob ustanavljanju tega podjetja in pa zdaj na zadnje, tudi na vladi so bila sprejeta izhodišča za pripravo strategije tega podjetja. Povsod smo si prizadevali in dejansko dosegli, da so vključeni tudi lesni centri. Se pravi, centri za zbiranje in predelavo lesa in seveda na Koroškem je lesa dovolj in sigurno je tudi ena izmed lokacij, kjer je primerno, da podjetje organizira center za zbiranje in predelavo lesa. Zdaj, namen teh centrov je celovita izraba lesa in seveda najprej je treba tu les razsortirati, s tem se bo dosegla višja dodana vrednost lesu in pa dejansko je to lahko neka osnova za razvoj ostale lesne industrije. In sicer za razvoj industrije tiste, ki deluje, ker bo potem lažje prišla do ustrezne hlodovine in pa tudi potencialni novi investitorji, ki bi dejansko šli v predelavo lesa. To mogoče z moje strani v tem trenutku. Hvala gospodu Prikežniku za to dopolnitev gospoda ministra, torej da so resni načrti na nivoju podjetja za vzpostavitev lesnega centra, ki ne pomeni državnega podjetništva, ampak seveda spodbudo, kot ste slišali. Na Koroškem vemo, da imamo veliko državnih gozdov, ne več na občini Črna, ampak vendarle tudi že dolgo tradicijo obdelave lesa v Tiškem vrhu in podpiram razpravo kolegov, županje in županov sveta Koroške regije. Z nami so tudi oba poslanca in v nadaljevanju so, da bo ta dobila tudi besedo, oba prisotna poslanca državnega zbora. Torej, prosim, kolegi. Minister je tu. Dobro, začel. Prosim, gospod Čas, župan mestne občine Slovenj Gradec. Lep pozdrav ministru in gospodom poslancem. Zelo nam je všeč, da smo zdaj pravzaprav naredili ta pomemben korak k vzpostavitvi gozdno-lesne verige v naši regiji, o kateri pa že dolgo govorimo, pa pravzaprav nismo čisto na začetku, vse konc koncev pri nas delujejo kar pomembna podjetja na področju predelave lesa. Govorimo o GG-ju, ki je bil prej koncesionar, pa razvija zdaj tudi predelovalno dejavnost, ima v lasti žago, kapacitete 50-60 tisoč kubikov na leto, ima tudi zdaj že ekipo, ki je sposobna graditi v leso, izvajajo že kar nekaj projektov infrastrukturnih, recimo v zadnjem letu je gradil 3 lesene vrtce. Potem imamo Imont, ki gradi recimo protihrupne ograje na avtocestah za Avstrijo, žal za naš Dars so boljše betonske. Potem imamo veliko manjših predelovalnih podjetij v lesarstvu, od večjih mizarskih delavnic do pohištvene industrije. Naj omenim še podjetje Kosi, ki se ukvarja s predelavo naravnih vlaken in tudi se veliko ukvarja z lesom.
Skratka, nek potencial že obstaja, nimamo samo lesne zaloge, te imamo res veliko in to kvalitetnega lesa, smerkovine. Pomembno je, da imamo že tudi neko infrastrukturo, se pravi, da imamo tudi podjetja. Mene v glavnem zanima to, kako pravzaprav se naj mi lotimo tega projekta, kako si vlada zamišlja vzpostavitev teh centrov, ki so nekako med nalogami novega državnega podjetja za gospodarjenje z gozdovi. Po drugi strani pa se mi zdi, da bolj sodijo ali pa bojo v pristojnosti MGRT-ja, meni, da bo razpis izvedel verjetno MGRT, ali bo to razpis, na katerega se bo podjetja prijavljala, ali bo to preko neposrednih pogodb, kakva bo vloga lokalnih skupnosti, to nas predvsem zanima. Trenutno ne razpolagamo niti za dovolj velikimi zemljišči za vzpostavitev te dejavnosti. Te so pač v zasebni lasti in vse to pravzaprav predstavlja zdaj kar ene take logistične ovire za to, da bi en večji kompleks opremili. Naravna lokacija je v Tiškem vrhu, ki je središče treh dolin, nekako najbližje vsem tem področjem gozdov, ki so v okolici, ampak ker se tega nismo pravčasno lotili, so zdaj zemljišča že v privat lasti, da pa seveda se še vedno jih nekako združiti okrog tega, okrog teh centrov, kjer so že žage. Drugo vprašanje, ki bi ga naslovil na ministra, morda vprašanje Iverke. Iverka je nek potencial neizkoriščen, tudi nekako sodi v ta kontekst predelave lesa. Kakšni so načrti vlade glede pomoči pri reševanju Iverke? Ali misli posegati tukaj neposredno z vstopom v lastništvo ali išče morebitne tuje vlagatelje po vzorcu avtomobilske industrije, kjer je uspešno pritegnila Magno. Zdi se nam tako. In jaz mislim, da tukaj tudi tu obstajajo ene take podobne variante, da bi pritegnili neko večjo verigo, neko podjetje, ki upravlja že z enako dejavnostjo, govorimo o Italijanih, morda o Avstrijcih, ki bili pripravljeni prevzeti to našo Iverko, seveda za obstrezni pomoči vlade, kot je to primer Magne. To je bilo v glavnem to, no, se pravi, glavnem, kako vidimo lokalne skupnosti zdaj naše sodelovanje in kako bo pravzaprav izveden ta projekt lesnih centrov. Hvala lepa. Hvala gospodu Času. Jaz bi predlagal, da še morda kakšen član sveta Koroške regije razpravlja, pa potem minister v nekem bolj paketu odgovarja zlasti na ta svoja konkretna vprašanja, postavljena strani župana Časa. Če še ima kdo zdaj v tem trenutku, kaj? Če ne bi, torej prosim, razpravo. Zdaj, najprej, kako naj občine pomagajo. Glede na to, da nismo razen pri zakonu, pa pri strategiji, pri izvedbi popolnoma enotni na vladni strani, pričakujem, da nas boste z takim pritiskom pač silili v to, da realiziramo tisto, kar smo si zadali relativno prej, kot bi glede na pač trenutno zadevo to izvedli in nam pač taka čisto podpora pomaga. V vsakem primeru smatramo ali pa si prizadevamo realizirati to, kar je na koncu bilo napisano v koalicijski pogodbi, les, kar je v zakonu napisano na stavki za lesne centre in v tej smeri pač verjamem, da mora vlada in družba Slovenski državni gozd narediti hitre in pomembne korake. V izvedbi je zdaj priprava strategije, ki jo dela družba Slovenski državni gozd, tukaj zamujamo in je zdaj pač najbolj primeren trenutek, da se ta tema še enkrat pač prediskutira, ker je dobila družba Slovenski državni gozd zdaj od vlade nalogo, da to pripravi do konca januarja. Se pravi konkretno, kako naj se te zadeve
izvedejo. Pomagate nam lahko s tem, da se skupaj odločimo za ustrezno in najbolj pravo lokacijo. Ko govorimo o lesnih centrih, si jaz zdaj predstavljam, da bomo na nek način organizirano iz takih lesnih centrov tržili ta les iz državnih gozdov, zato ker je, ne vem, če sem to povedal, nesprejemljivo, da v tem trenutku nekateri vaši podjetniki, tukaj naši podjetniki, ne morejo priti ali pa niti odgovora od tega našega podjetja ne dobijo na povpraševanje po lesu. Kaj šele, da bi se pogovarjali o vsebini. Zdaj, težje vprašanje je pa Iverka. Iverka je v stečaju, ta proizvodnja je pač skoncentrirana v rokah nekaj multinacionalk ali pa nekaj velikih družb, z enimi smo že bili v kontaktu, delamo na tem naprej. Tudi en korak smo želeli narediti, pa nam ni uspelo preko družbe Slovenski državni gozd, vendar ne v tem kontekstu, še enkrat ponavljam, da bi država postala lastnik Iverke, ampak nadaljevali bomo z iskanjem partnerja ali zunaj ali doma, ki bi se te proizvodnje oziroma revitalizacije lotil. Zdaj, okoli omenjenega investitorja avtomobilske industrije pa moram povedati, da mi strani vlade ne govorimo z imenom o nikomer, čeprav vsi novinarji vse več vejo kot mi, ki to delamo, ali pa vsi več vejo kot jaz, ko se osebno pogovarjam s potencialnim investitorjem. Mi smo prišli do tega, da smo zelo daleč, nismo pa še dogovorili posla. Se pravi, ne glede na to, da pripravljamo poslovno cono Hoče - Slivnica, ne glede na to, da smo zdaj v parlamentu ta zakon sprejeli, imamo s tem samo dobro orodje, da pridemo pri teh pogovorih s tujim potencialnim investitorjem do konca. Jaz sem zmeren optimist in verjamem, da bomo to zgodbo pripeljali naprej. Zdaj pa, da se vrnem na Iverko. Sama Iverka kot taka, sem tudi danes bil obveščen, da brez nekega dodatnega pristopa ali pa neke skrbi za vzdrževanje te tovarne čez zimo ne bo tega preživela, in v tem trenutku, kljub temu, da imamo v smislu ukrepanja zvezane roke, sem se zavezal in se zavezujem tudi tukaj, da bom govoril z stečajnim upraviteljem, kar lahko, in se dal informirati, na kak način misli vzdrževati to tovarno čez zimo, da ne bo prišlo do take škode, da pa še potem prodajati v tistem čisto razprodajnem smislu ne bi imeli kaj. Skratka, z naše strani je edina pot, da najdemo in iščemo investitorja, ki bo vstopil v to, ob tem, da mu bomo kot država v okviru možnosti pomagali. Hvala gospodu ministru. Zdaj ta predlog sklepa, ki boste potem kolegi glasovali o njemu, gre ravno v to smer, kot je minister že izrazil, on potrebuje pravzaprav izraženo našo voljo, kaj si mi dejansko mislimo o tem, da bi Družba za državne gozdove vzpostavila lesni center na Koroškem. Prepričan sem, da bo danes zelo močna podpora temu namenu strani nas vseh skupaj izražena in seveda zrcaljena v tem sklepu, ki ga bomo potem sprejeli. Mislim, da noben ni, Bog ne da ima kaj proti, ampak lahko smo zelo za, upam. Poslanci bojo takoj na vrsti. A še kdo od županov? Župan ne več les? A še kdo tam? Ne. Ok, če ni dokoga prijavljenega, prosim gospoda poslanca, oba poslanca, mislim, da sta kar aktivna na tem področju, torej prosim. Jaz bi tudi lepo pozdravil vse župane, pa tudi seveda ministra, da se je odzval vaši pobudi, ki je bila vsak način zelo na mestu, že prvič okrog sedeža podjetja, ko veste, ko smo z kolegom poslancem prizadevali, da bi bil na Koroškem, in seveda v tem kontekstu je bilo tudi takrat na nek način
dogovorjeno, da bo seveda lesni center za zbiranje in pridelavo lesa vzpostavljen tudi na Koroškem, tako da me seveda na vsak način prvič veseli vaša pobuda, ki je bila naslovljena na resornega ministra in tudi na ostale ministre, tudi na predsednika vlade v tem kontekstu. Jaz bi samo rekel, da zakon, ki smo ga na nek način sprejeli v parlamentu, in tu mislim, da smo s kolegom Ivanom bila zelo aktivna, vsebuje vse elemente, da je možno te centre za zbiranje in pridelavo lesa vzpostavljati po Sloveniji. Na vse zadnje gre tudi za poroštvo v višini 20 milijonov evrov, ki je eksplicitno v 10. členu zakona namenjeno ravno te namene. In v tem kontekstu vidim, da je tu seveda Koroška s svojim naravnim bogatstvom ena izmed odličnih lokacij z infrastrukturo in da je tu Dravograd na stičišču treh dolin tudi ena primerna lokacija za to zadevo. Seveda je vsaka podpora temu projektu z lokalnega nivoja dobrodošla in če to navežem na projekt tretje razvojne osi, gre za več, kot smo govorili že pri zavzemanju za ta projekt, da gre tukaj za interdisciplinarni pristop k vsem potrebam regije, take drugačne. Tukaj mislim, da ste tudi vi z vašo pomostjo spretno zavili to zadevo v celovit paket, ker mislim, kar je za Primorce Luka Koper, pa tudi drugi tir, to je za nas, lahko rečem, gozdno bogatstvo, lesni center in pa tretja razvojna os. Tako da na vsak način sem tudi si ogledal te sklepe, jih tudi jaz podpiram in sem zelo vesel te podpore. Mislim, da se bo ta glas slišal tudi v Ljubljano do ministrov in da smo na dobri poti, da ta center v skladu z zakonom, ki ga tudi na nek način mogoča, tudi dobimo. Hvala gospodu Rancu, prosim še poslanca gospoda Škodnika. Ja, hvala lepa za besedo, seveda lep pozdrav tudi vsem prisotnim, zlasti kolega ministru in ostalim kolegom, ki so prišli z njim na Koroško. Jaz bi tudi dodal mogoče smislu tega lesnega centra. Zdaj, da se bodo nekako kratkem ali pa bližnjem prihodnosti ustanovili 4 centri v Sloveniji, to pravzaprav najbrž ni več vprašanje. Tudi verjetno bo med prvimi na Koroškem. Seveda je treba pač dati temu malo časa, zavedati se moramo, da to državno podjetje nekako šele 6. mesec funkcionira, da so tudi težave in da tudi pripombe nekaterih tistih žagarjev, ki prej niso dobili lesa od bivših koncesionarjev, so se pravzaprav tudi še zdaj ponavljajo in rešitev se pravzaprav vidi v tem tudi, če bodo prišlo do teh centrov, ker v tem centru se naj bi hlodovina predvsem pripravila, olupla, dodala neka vrednost in predvsem zadržala, da ta les ne bi šel takoj čez mejo. Vemo, da ko se enkrat les naloži in ko gre čez mejo, je konc kakorkoli ga ustavljati in govoriti o neki gozdno-lesni verigi. Tu pa je en taka zadeva, ki se bo les ustavil, se bo sortiral in danes seveda trgovci govorijo predvsem in prodajajo najboljši les. Ko se sprašujemo, kaj pa tistih hlodi, drugi, tretji, četrti hlod, naprej je pa stvar seveda drugačna. Mi smo v preteklosti iz teh hlodov znali narediti marsikaj, smo ga znali koriti, smo ga znali ponovno zlepiti in narediti izdelke. Zdaj bo seveda to potrebno postaviti nazaj, potreben bo daljši čas in vsi skupaj ugotavljamo, da tisti, ki bodo seveda to gozdno-lesno verigo nadaljevali, bojo rabili pomoč države in veliko se govori in morali bo država pravzaprav tudi se dogovoriti z bankami, ki bodo pač morale priskočiti na pomoč, da se ta finalna proizvodnja, kot pravimo, od hloda naprej začne razvijati, je na tej poti, vendar ne bo šlo tako hitro. Tako da vsi tisti, ki bodo griznili in ki zdaj razmišljajo o finalni proizvodnji, prav gotovo računajo na pomoč države preko bank in jaz mislim, da bomo morali tudi v tej smeri zdaj veliko govoriti in tudi nekaj narediti. Hvala. Hvala poslancu gospodu Škodniku. Nadaljujemo z razpravo pri tej točki dnevnega reda razvojnega sveta oziroma sveta Koroške regije. Gospa Lesjak, županja občine Črne, potem občina Dravograd. Občina Črna, ki je pravzaprav najbolj gozdnata občina
na Koroškem. Podpiram te predloge sklepov oziroma to, da se lesni center ustanovi na Koroškem. Verjamem, da bomo to dosegli, če že kaj drugega nismo. Bi pa rekla tudi, da bi mogoče bo treba v sklopu tega začeti tudi aktivnosti, kar se tiče te družbe za upravljanje z gozdovi, ker recimo mi, kljub temu, da smo obdani z lesom, smo imeli grozen problem par kubikov lesa dobiti v preteklih mesecih, zato da smo lahko en most zgradili. Nemogoče ga je bilo dobiti 4 ali pa 5 mesecev smo čakali na tisti les, ki je sicer bil macesnov, pa 5 metrov dolg naj bi bil in nam je dejansko tik pred zimo to šele uspelo. Tako da smo že tudi dali pobudo, da bi bilo prav, da se tudi minister Židan kot kmetijski pa zadolžen za to oglasi v Črni, zato da se tudi pogovorimo o načinu gospodarjanja, ker z samim gospodarjanjem pa tudi nismo vedno zadovoljni. Ne nazadnje gre tudi za to, da ogromno tovornjakov pelje skozi naše občine, da se s tem mogoče tudi prekomerno naložene in preko ste omenili to, se največ lesa izvozi pravzaprav v Avstrijo, kar je res škoda, tako da upam, da ta namera, da bo ta center ne bo ne vem kako oddaljena časovno, pač pa da se bo čim prej uresničila in da v skladu z prej iznešenim, kar sta poslanca tudi povedala, da bi dejansko to zaživelo in da bi lahko normalno pričeli tudi upravljati ali pa delati z lesom. Hvala, gospe Lesjak, županje občine Črna na Koroškem, najbolj gozdnati po državnih gozdovih in tudi mislim, da sicer gozdovih na Koroškem. Od tam so bo les šel v lesni center. Gospod Preksavc, prosim, podžupan občine Dravograd, potem pa gospod Vošner, župan občine Muta. Hvala za besedo, pozdrav ministru, poslancema. Jaz moram reči seveda, da izjemno pozdravljam in se nekako tudi zahvaljujem za vse vaše napore, ki jih vlagate in kot vidim, bo dejansko do vzpostavitve tega lesno-predelovalnega centra na Koroškem tudi prišlo, kar je nekako tudi naravno, bom rekel, glede na seveda poraščenost naše regije. Prav je tudi seveda, da se ta center vzpostavi nekako na stičišču poti, se pravi v Tiškem vrhu, kjer že razpolagamo z neko infrastrukturo, tako bom rekel cestno, kot tudi železniško, ne. In v nadaljevanju bi pa seveda rad tudi glede te tovarne ivernih plošč, ker nekako organsko in naravno je seveda, da tudi predelujemo ta les, ki ga bomo tam zbrali, sortirali in pa prodajali. Res je seveda, da je zdaj to tovarna v stečaju, ampak jaz mislim, da v naši državi je Slovenija udeležena kot lastnica v veliko podjetjih in tudi, če bi bila udeležena v tovarni ivernih plošč na takšen ali drugačen način, ali z finančnim vložkom ali s kakšnim drugačnim, kot je že župan mestne občine Slovenj Gradec ugotovil, država pomaga lahko na več načinov, ali z neposrednimi finančnimi injekcijami, ne vem, Revoz, Novo mesto, ali pa tudi z zagotovitvijo nekih zemljišč ali infrastrukture. Seveda je pa to v nadaljevanju potem vse navezano tudi na tretjo razvojno os, ki je nekako, bom rekel, tista glavna žila, ki bo ta les lahko razvažala ne samo v Avstrijo, ampak tudi v notranjost Slovenije. Zato nekako seveda pričakujemo, da se neki napori, pa kljub temu, glede tovarne ivernih plošč storijo, nekaj ste jih že omenili in verjamem, da kjer je volja, da se nekaj stori, da bi tudi lahko prišlo do nekega dogovora. Res je, da je seveda zdaj obstoj tovarne, kot ste rekli, čez zimo nekako prva skrb lastnikov, se pravi, da ne vem, je to slaba banka ali kdo je glih lastnik tega. Moramo pa seveda nekako narediti vse, da ne bi prišlo do propada tega, ker tam le obstaja neka moderna tehnologija. To je bila ena izmed večjih tovarn ivernih plošč v tem delu Evrope in če že imamo surovino, je prav seveda, da je tudi vsaj del predelamo tudi doma. Hvala. Hvala, podžupan občine Dravograd. Prosim, župan občine Mute, gospoda Vošnerja. Jaz bom zelo kratek, popolnoma razumem to, kar je gospod minister povedal, da država verjetno ne bo ustanovila in tudi nismo več v tistih časih, ko država ustanavlja tovrstna podjetja, ampak bo vlagala vso energijo v to, da pridobimo do te in pridemo do tega lesnega centra. Ampak bi nadaljeval to, kar je gospod Čas iz mestne občine Slovenj Gradec povedal. Sam sem se nekako tudi poskušal pozanimati pri naših potencialnih kupcih,
lesa in določenih artiklov iz Dravske doline. Mi imamo poleg tega, kar je gospod Čas povedal, tudi že vrsto zasebnih podjetnikov, ki so zelo uspešni tudi pri proizvodnji lesnih hiš. Ne samo to, kar iz GG-ja so naredili izvrsten projekt pri proizvodnji in obdelavi vrtcev iz lesa, ampak moje mnenje je, da je potrebno seveda poiskati ključne sinergijske učinke, kaj lahko teh 50-60 tisoč kubikov lesne mase, koliko smo jih do zdaj rezali, seveda porabi ta naša koroška predelovalna lesna industrija in ta lesna veriga. In drugo, kar govorimo o iverki, tu ste mnogo bolj kompetentni od mene, saj sta dva izhajali iz tovarnih ivernih plošč in sta dolgo leta tam delala in odlično poznata, da je žagovina seveda ena od pomembnih vstopnih surovin za tovarno ivernih plošč in če imamo tam lesni center, kjer je žagovina, seveda je ta logistika zelo enostavna in zelo kratka in bom samo v prispodobi rekel, pravi lesarji pravijo, da se zasluži iz žagovine, vse ostalo so jasni stroški in jasne vsebine, ki jih dajo in moramo seveda s to odpadno surovino seveda skrbno ravnati in delati višjo dodano vrednost. Samo toliko. Hvala gospodu Vošnerju, seveda pa lahko razberemo iz razprave, da tudi vi odločno podpirate seveda lesni center, kajti minister je omenil neenotnost na najvišji ravni in seveda smo za to, da bi to sprejeli. Še kdo želi razpravljati izmed kolegov? Predlog sklepa v 3 točkah je pripravljen, skrbno oblikovan, takšen je zdaj v tem trenutku potreben. Če ni več razpravljavcev, bi za zaključno misel oziroma besedo prosim gospoda ministra, da nas še pred svojim najbrž odhodom tudi nagovori. Prosim. Ja, hvala še enkrat za podporo k temu. Jaz lahko rečem, da si bomo prizadevali oziroma da bomo naredili vse na vladi in poslanci, da to, kar smo si zadali v koalicijski pogodbi, to, kar je napisano v zakonu, tudi realiziramo. Mislim, da je prvi korak poleg tega, da uredimo ta gozdarski del, če hočemo začeti z lesnimi verigami v tem, da se formirajo lesni centri in verjamem, da je Koroška področje, kjer moramo začeti s tem. Hvala. Hvala gospodu ministru. Zdaj, če imate kaj glede lesnih centrov še, če ne bo ministra, ne bomo še te spustili, no. Imate kaj glede lesnih centrov še? Ne. Te jaz predlagam torej, da glasujemo o tem predlogu sklepa, da torej zaključimo to vsebino. Nimate za lesni center, gospod Matic Tasič? Ne. Ne, vem, da nima za lesni center. Ja, za lesni center, zdaj z lesnim centrom. Ne. Torej, kdo je za ta predlog o teh točkah, treh? Če razumemo, da smo ga že dokaj. Ja, ne, to še že nismo. Torej, enotna podpora Koroške regije, gospod minister. Zdaj pa smo to zaključili to točko dnevnega reda, ampak po točko razno, seveda zaradi izjemne priložnosti, prisotnosti gospoda ministra, se mi javljata gospod Tasič, župan občine Prevalje, pa direktorica RRA-ja, bi vas vaju pač te pozvalo, naj vprašata, kar sta mislila. Ja, lepo zdrav ministru Ljubljani. Glede na to, da smo pred to sejo imeli sejo razvojnega sveta Koroške regije in je bila glavna tema izvajanje ključnih razvojnih regijskih projektov skozi dogovor za razvoj regij in pa tudi stanje regionalnega razvoja v Sloveniji. Me zanima, kakšen je vaš pogled na to politiko, ali še regionalni razvoj v Sloveniji sploh obstaja in ali bo do izvedbe dogovorov za razvoj regij z zaključnimi regijskimi projekti sploh prišlo. Zdaj ste vprašali najtežje vprašanje na mojem ministrstvu in sicer vse to, kako je bilo, so vam že povedali, ne bom ponavljal, da imamo zdaj drug sistem. Zadeva je v izvajanju, je težka, mi smo prišli, govorim zdaj najprej za celo Slovenijo, do tega, da imamo skoraj 2 projekta dogovorjena za vsako regijo, dogovorjena vsebinsko. Ko govorimo o financah, so strahovite razlike napram prejšnjem obdobju
in se zavedamo, to direktno povem, da brez tega, da bomo našli nek dodatni vir, ne bomo prišli do konca pri dogovoru za razvoj regij. Zdaj, če me direktno vprašate, ali obstaja ta politika še naprej ali pa pripravljenost, obstaja. In res se trudimo z ministrico za evropske zadeve gospod Smrkoljevo, s finančno ministrstvo gospod Vraničarjevo, da najdemo dodatna sredstva za to, da bomo lahko na vsako regijo sfinansirali vsaj 3 projekte. Mi tukaj mislimo vsaj vsebinsko po tem, da smo v vaši regiji, če se ne motim, relativno naprej, pa čeprav vem, da tudi s tem niste zadovoljni, ampak če to primerjam z ostalimi, smo naprej, pa to ne pomeni, da bi vas hotel s tem odpraviti, gre za, mislim, da 2 čistilni napravi in pa 1 kolesarsko pot, tako da bo ta dogovor oziroma pogajanje z ostalimi ministrstvi in pa s financami teko naprej. Mi mislimo, da brez tega, da bomo participirali v enem delu tudi z integralnimi sredstvi, ne bo šlo. Plus tega, da iščemo še ena dodatna sredstva iz naslova evropske perspektive. Skratka, delamo na tem naprej, zavedam se, da s tem niste zadovoljni, ne želim vas odpraviti, bomo pa nadaljevali pogovore tudi z vami, vendar moramo zdaj najprej na naši strani priti še vsaj do nekega koliko toliko spodobnega dodatnega vira. Hvala gospodu ministru, še gospod Tasić, župan občine Prevalje. To, kar sem želel. Rekel bi samo to, čas pa teče, neusmiljeno teče. Mi smo konec leta 16, 2/3 oziroma 1/3 te perspektive je že za nami, brez kakršnikoli finančnih sredstev, brez kakršnikoli projektov. In ta način razdelitve evropskih sredstev ima eno veliko napako in ta največja napaka je, da ta sredstva ne bodo prišla v regije, ki jih potrebujejo, ampak bojo ostala tam, kjer je razvitost bistveno večja, kot je pa v teh regijah, ki sredstva za hitrejši razvoj nujno potrebujejo. Hvala za komentar. Drugače pa pohvalil to lesni center. No, to bi rekel 2 stvari še. Najprej je treba povedati to, da imamo tudi mi težavo, da kakorkoli obračamo zadeve, nam kaže, da bomo lažje dorekli neke projekte za razvitejši del Slovenije, kot pa za ta vzhodni. In to je ključni problem, s katerim se mi ukvarjamo, če hočemo narediti naprej. Jaz vem, da vam od mojega govorjenja nič ne pomaga, ampak vsaj razložiti vam moram, da je to težava in da delamo na tem, da to zadevo pač obrnemo. Zdaj še konkretno v vaši regiji pa je z naše strani nedopustno, da postopek za te ali vsaj za eno od teh 2 čistilnih naprav teče predolgo. Ta zadeva je pogoj tudi za eno dodatno investicijo, ki jo bomo morali pomagati izvedeti eni veliki družbi, bo mislim, da ravno jutri pridajo k nam ali pojutrišnjem na pogovore za to temo. V povezavi s tem so še neke manjše stvari, ki so tudi strani države za urediti, mislim na investicijo daljnovod, o katerem smo že z županom govorila, pa tudi tukaj nam na naši strani ne gre dovolj hitro. Delamo pa na tem, da se pač ti pogoji za to zadevo strani naše vlade realizirajo. Hvala gospodu ministru in hvala za udeležbo na svetu Koroške regije. Jaz bi dal 3-minutni odmor kolegom, da lahko pospremi ministra. Hvala pa vabljeni še kdaj. 7 prisotnih, 2 sta v sosednji pisarni na temo čistilnih naprav, kakor vem, oziroma ne, Matica je že tu. Torej smo sklepčeni 7 prisotnih od 12, lahko nadaljujemo z delom. Naslednja točka dnevnega reda, 4. informacija o predlogih izboljšav na železniški progi Pliberk-Maribor. Tu bi prosil regionalno razvojno agencijo, gospoda Uroša Rozmana, da predstavi odziv, ki smo ga napotili na Slovenske železnice oziroma Ministrstvo za
infrastrukturo, o tem, kakšni so pripravljeni ti predlogi, torej za izboljšavo te železniške povezave. Prosim. Na prvi redni seji Sveta Koroške regije smo predstavili prve izsledke te študije, ki je bila pripravljena v Avstriji in bo nekje zaključena konec letošnjega leta oziroma v začetku leta 2017. Gre za študijo upravičenosti železniške povezave Prevalje-Freiberg. V uvodu bi mogoče povedal nekaj novih novic o tej študiji oziroma o tem, kaj država na naši strani in pa OBB na avstrijski strani predvideva na podlago razvoja te železniške proge. Torej, na avstrijski strani je predvideno, da bi v naslednjem letu začeli z obnovo 4 km proge, kjer trenutno hitrost 20 km na uro, radi pa bi spostavili nazaj 70 do 80 km na uro. S tem bi prihranili 4 minute vožnje z vlakom. Prav tako smo izvedli, da v podjetju Male so pripravljeni voziti delavce iz železniške postaje Pliberg do podjetja z kombi. To pomeni, da če bi vlak redno ob pravilnih časih vozil preko meje, bi lahko v bistvu delavci ta vlak uporabljali. Zdaj na slovenski strani se v letu 2017 predvideva obnova železniške postaje v Ravnah na Koroškem. Prav tako se bo nekje do leta 2020 pripravila tehnična dokumentacija za obnovo koroške proge, ki pa ne bi bila izvedena pred letom 2020 oziroma nekje v naslednji finančni perspektivi. Kaj je predvideno? Predvideno je nekako obnova osne obremenitve, potem elektrifikacija vodenja, ker zdaj trenutno mora biti na vsaki postaji nekdo zaposlen, potem bi zadeva se vodila iz Maribora, in pa zmanjševanje števila postaj, s čim bi tudi prišparali v bistvu nekaj sredstev. Od Maribora do Ruš pa je predvidena tudi elektrifikacija proge. To predvsem zaradi tega, da bi lahko v bistvu enoten vlak v območju Maribora delovali ti, ki so zdaj električni. Potem pa bi novi vlaki, 25 novih vlakov je pa predvidenih nekje od leta 2018 naprej. Od tega bi bilo kar nekaj vlakov tudi na dizel pogon. To pomeni, da bi lahko kakšnega pričakovali tudi na koroški progi, oziroma če povem drugače, če bodo se ti vlaki mogoče tudi v večini pojavljali na drugih progah, bomo mi lahko dobili večje število teh starejših vlakov, ki zdaj v bistvu niso na voljo. To je mogoče glede študije in glede teh aktivnosti. Zdaj bi še mogoče povedal nekaj stvari glede aktivnosti, ki smo jo peljali na podlagi pobude, ki smo jo kot Svet Koroške regije podali na ministrstvo, zaradi česar si v bistvu želimo izboljšave na koroški progi. V septembru smo imeli skupaj z predstavniki ministrstva in direkcije z županom Tasičem smo bili na sestanku sestanek na temo, kaj bi se dalo v bistvu na tej progi narediti. Povedali so nam, da je v bistvu ta proga po anketah, ki jo vsakoletno izvedejo, ocenjena med najslabšimi progami na Sloveniji, predvsem iz vidika voznega reda in pa tudi iz vidika same vožnje in pa kakovosti vlakov. Zaradi tega imajo na strani slovenskih železnic seveda željo po izboljšanju na tej progi. Mi smo potem pripravili v mesecu novembru predlog spremembe voznega reda na podlagi nekih novih potreb te proge. Videli smo nekaj več vidikov. Prvi vidik je ta dnevna mobilnost v Avstrijo, kjer bi z vožnjami preko meje v nekako časovnicah 3 delovnih izmen v podjetjih nekako vozili vlake preko do Pliberka. Prav tako bi ti vlaki imeli možnost navezave tudi na vlake z Celovca, ker vemo, da kar nekaj dijakov in študentov, ki živijo na Koroškem, se dnevno vozi ali pa tedensko vozi v Celovec. In drugi vidik, kjer bi lahko izboljšali ponudbo, je pa predvsem vlaki med vikendi. Vemo, da ta proga med vikendi nima vlakov in vlaki med vikendi med poletjem z prilagoditvijo za kolesarje bi lahko tudi nekako vozili kolesarje. Ali govorimo o dravski kolesarski poti v Sloveniji, dravski kolesarski poti v Avstriji in pa tudi o kolesarskih poteh, bom rekel, v Mislinjski dolini, kjer bi recimo Mariborski bazen lahko, bom rekel, prihajal na dnevne izlete kolesarske na Koroško. Ta predlog voznega reda, ki je bil tudi med gradivom, je bil pozitivno sprejet strani slovenskih železnic. Povedali so nam, da bodo nekje do konca januarja vozni red preverili še vsemi akterji, to pomeni vsemi šolami v Sloveniji, ki trenutno dijaki uporabljajo vlake, z podjetjem Male v Avstriji in pa z vsemi šolami v Celovcu v Avstriji. Konec januarja bomo potem dobili ta dopolnjen predlog voznega reda, ki bo potem seveda usklajen z vsemi temi deležniki.
Naša naloga pa je, da nekje v januarju se sestanemo, torej vse občine ob železniški progi in nekako predstavimo vse predloge, na kak način si občine recimo želijo še dodatne izboljšave. Govorimo ali o voznem redu, ali o železniških postajah, ali o čem tretjem, ker nekako Slovenske železnice želijo nek enoten predlog, na kak način bi v naslednjih letih urejali to progo. Seveda pa si tudi želimo, da bi se vozni red v naslednjem letu spremenil. Prva možnost spremembe voznega reda je poleti 2017, naslednja sprememba, ki bo pa večja verjetno, zato ker tudi bo usklajene vozni redi z avstrijskim voznim redom, pa je v decembru 2017. To pomeni, da v bistvu lahko drugo leto pričakujemo večje spremembe na tej progi. Toliko mogoče na kratko. Hvala gospodu Rozmanu za poročilo k tej točki dnevnega reda. Prosim za razpravo. Če ima kdo, če ne imamo seznanitveni sklep, da smo se torej seznanili z izvedenimi aktivnostmi. Kdo je za sklep? Soglasno sprejet. Potem smo pa pri zadnji točki dnevnega reda predlogi in pobude članov sveta Koroške regije. Prosim. Ni predlogov in pobud. Vidim, da je decembrski čas, da ste že malo zazrti v veseli december. Torej, hvala za prisotnost na drugi redni seji sveta Koroške regije. Želim lepe praznike, ki prihajajo. Srečen in zdrav skok v še bolj srečno in zdravo novo leto 2017. Hvala.